Kakšni so vaši občutki glede na to, da razstavljate v medicinskih prostorih? To je pa dvojni užitek, zato ker prvič je užitek, da tukaj pri gospodu Pavle Kašaroku razstavljamo, to je najni prijatelj, lahko rečem tako hišni, zato ker pri nas mnogokrat bil doma in tudi mi bili v njegovoj lepe hiše. Drugi užitek je to, da on stalno naredi kakšne presenečenje. To je toliko ljudi, lepih obrazov, pa tak dobro razpoloženih, odprtih ljudi. To bo prav tako mistično doživetje, to z ene strani, z druge strani, da to medicinski center, kam ljudje prihajajo z bolečinami, z upanjem, da bo jih tukaj odpravili. To pa zavedaš, kako življenje je dragoceno, kako je to dar in to je treba to, da ti sam prideš tukaj brez nobene pomoči, pa samo ti ideš od tukaj domov zdrav, da ti si zdrav, tukaj še več počutiš, da si zdrav, trenutno. In to pa dvojni užitek, da prav tukaj zavedaš, da lahko imaš rada gospoda Kašaroka kot človeka, tako prijatelja, ni pa kot zdravnika. Hvala Bogu še, ni pa znam ga kot zdravnika. Upam, da nikoli ne bom poznala ga kot zdravnika. To je to. In kako ste dali naslov tej razstavi? Ta razstava se imenuje Izvir, zato ker ta zadnja stvar bila, kdaj začela, kdaj začnem kakšen cikl, ne mislim kako bo se imenoval. On sam, ker začne izhajati iz meni nekaj delam, potem pa zagledam, kaj delam, potem začnem razmišljati, откуда pa to prišlo in kdaj že nekaj dela уже narejeno, saj na pol že miselnost pride, kaj delam, kaj iz meni gre. To je tako zato, ker sem ženska. In pri ženskah to manj razmišljanje, bolj tako narediš, tako nekaj mogoče fiziološki bolj to gre. A s pametjo nič ne gre, potem kdaj уже pogledaš, kaj je narejeno, уже potem misliš, kako bi to se imenovalo, kakšno ime najti. Potem tukaj pa razmišljala, zakaj je to delam, kaj to meni pomeni. Potem prišla do svojih otroških let, do svojih kompleksov življenjskih in to pa bil en izvir, da vsi moji kompleksi odpravljeni bili, kdaj vračala se nazaj v otroške leta. In že od mojega vidika, že stare ženske, čist drugače doživljam svoje preteklo življenje in pričakujem svoje življenje naprej, tako da neko kvaliteto dobiš pri spominu na svoje otroške leta. In potem pa zavedaš, kaj je otroke in potem to nekaj, tako ne vem drugače povedati, slabo govorim, to bolj goriš.